Zdravljeni, z vami sem Minka in danes, skoraj konec velikonočnih praznikov, ampak vseeno, blagoslov. Želim vam vse dobro, želim vam ogromno blagoslova, pa ne samo v teh dneh, ampak nasplošno v vašem življenju. In zdaj, če smo pri energiji blagoslova. Ste vedeli, da je energija blagoslova najmočnejše orodje, orožje, čistilna energija, kar jih sploh obstaja. Blagoslavljajte vse, kar želite, da se izboljša, blagoslavljajte vse, kar želite, da odide, in blagoslavljajte vse, kar želite, da se spremeni. Pač energija blagoslova je tako kot pomladni dež, ko napoji zemljo in potem kar popukajo popki in se vse razcveti. Tako da, danes bom šla preko kart razlagati te zadeve, kar imam zapovedati, ampak v glavnem tisto v teh dneh, jaz osebno sem občutila tako kar intenzivno energijo, mogoče glede na to, da se je spreminjalo vreme, da je vse skupaj pritiskalo dol, ampak tako, jaz verjamem, da na globalni ravni se zdaj res dogajajo neke velike spremembe glede energiji, in to mi občutimo kot neko težko energijo, ker v bistvu vse stvari, kar se dogaja okrog nas, se čisti preko našega telesa. In potem občutimo utrujenost, možgansko meglo, nimaš ta prave energije, nobenega ta pravega pospeška, in to je povezano vse z energijami. No, dajmo zdaj pogledati, kaj je tisto, kar nam ta trenutek sporoča stvarstvo, kaj je za nas najbolj pomembno, da razumemo, da zavestimo. Zanimivo, kakšne karte grejo ven, prehod v novo dobo. In da vidimo. Nadangel Rafael in Nadangel Mihael. Dve karti, ki sta povezana z dvema najmočnejšima angelama, kar se tiče čiščenja. Nadangel Mihael nas obrne v moder plašč svetlobe, ampak predvsem čisti vso temno energijo. Po drugi strani pa nadangel Rafael zdravi. To je zdravilna energija, ki je povezana z materinsko, božansko materjo Marijo, ki dejansko zdravi in prinaša novo upanje. In oba te dva angela skupaj sta pa tako mogočna. In takrat, v eni knjigi sem prebrala, ko občutite težo v vaših prostorih, v vaših odnosih, pokličite na pomoč tako nadangela Mihaela kot Rafaela in jih prosite, da vzameta božanski angelski sesalec in posesata vso temno energijo iz vašega okolja. No in naslednja karta je pa prišla karta odpuščanje. Komu še niste odpustili? Do koga imate še vedno težko energijo? Jaz vam bom brala še zraven sporočila iz knjigice Prehod v novo dobo, se pravi karta 54. Prosim te, nadangel, mogočni angel zdravljenja, da pospešiš proces ozdravitve. Bolezen mi je poslana, da se naučim. Naučim bolj ljubiti sebe, naučim, kako naj se postavim zase in kako naj sebe postavim na prvo mesto. Čutim, da se vame steka zdravilna smaragdna svetloba. Hvala. No in zdaj gremo pa na odpuščanje. Odpuščanje. Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen napolni moje srce. In ta stavek lahko ponavljate do onemoglosti. Naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce. Ker glejte, ko nas boli, in zdaj kar jaz občutim, tisto, kar se ta trenutek dobesedno odstranjuje, je žalost. Na koncu je tudi velika noč povezana s smrtjo in vedno, ko je smrt, je povezana žalost. Pač jočemo zaradi izgube, zaradi sprememb, zaradi teže, ki jo pusti mogoče nek odnos. In naslednja stvar, velika noč je praznik novega življenja. Ampak vedno, ko nas vežejo z neko zadevo, neko osebo, težke energije je tukaj mogoče zade. Energija neodpuščanja. In prav Kristusova zavest je tista Kristusova energija, ki nam daje prav novo upanje. Pač vse bo v redu, spusti, dovoli, da odide
in vse bo v redu. Bomo prebrala naprej. Ljubezen presvetljuje vse tvoje odnose. Dovoli, da v tvoje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljuj in sprejemaj čudeže. No, in naslednja karta je pa prišla tema. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih tebe? Prosi za zavedanje. In to karto mnogi povezujejo s slabim, rečejo pač, ko ne, te karte nočem. Ampak, veste, tako kot je dan in noč sta del celote. Tako kot recimo kovanec ima eno in drugo plat, je del celote. Ali pa yin-yang je del celote, temen in svetodel. Se pravi, vsaka stvar, pač smo tukaj na zemlji. Se pravi, če ima drevo lahko mogočno krošnjo, mora imeti mogočne korenine. Pač vse je del celote, tako zgoraj kot spodaj. In prav ta svetla plat, in lahko rečem, moja svetla plat, to, kar vidim, pa imam pa bolečine. Ampak tam skozi bolečine seka ven temna plat. Kaj moramo zavestiti? Kaj je v temnih delih mene? In je zanimivo, da prav ta karta je prišla karta 33. 33 je število Kristusove zavesti. In je prav, da pokukamo v temne dele sebe, ker samo na ta način lahko pridemo do ozdravljenja. In lahko si ponavljate, voda, prečisti me, ogenj, predajam ti svojo bolečino, zrak napolni me z novo energijo, zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. In prav ta Kristusova zavest, Kristus je prinesel naše zavedanje, ali pa kot sporočilo, je prinesel to, da je vse v redu in da je treba odpustiti. Ne odpusti jim. Dejansko odpuščanje je nekaj, kar imamo mi v krščanstvu, kar je tako močno povezano z našim izročilom. Res pa je, da vse skupaj se je sprevrlo v to, da ljudje, ali pa načeloma grejo, žal mi je, potem pa grejo domov, v cerkvi se trkajo po prsih, da jim je žal, doma pa delajo isto, kar so delali prej. Pač to ni odpuščanje, ne? To je v bistvu samo še obližne čez rano. No, naslednje sporočilo pa prišlo izobilje. Bodi naravnan na vibracijo obilja. Obilje lahko čutiš povsod. In ta vibracija obilja, zdaj, ko se prebuja pomlad, ko je pomlad dejansko v popolnem zagonu, povsod je obilje. Vsak popek zase je obilje. Samo čaka, naredi obilje cvetov. In ta vibracija obilja je nekaj, na kar se vi lahko naravnate. Meni pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Dovolite sami sebi, da se ozdravite. Bodite odprti za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. Dovolite, da ste v izobilju poplačani za svoje delo. In zavedajte se, da vse, kar potrebujete, z lahkoto prihaja v vaše življenje. Vam povem zdaj eno mojo prigodo tega obilja. V petek sem šla v trgovino in sem pač nakupila vse, kar rabimo pač za veliko noč. In sem bila v tušu in nisem imela tušove kartice s sabo. In moj partner ima kartico, ampak mi je dal številko in je nisem shranila. In v glavnem na blagajni čakam in ga kličem, daj mi prosim številko tvoje kartice. In v glavnem mi pošlje po 5 minutah tisto kartico in oni na blagajni me potrpežljivo čakajo, da pač najdem kartico. In sem rekla, koliko je popusta. In sem rekla, od 5 do 99%. No in v glavnem pač plačam in samo vprašam trgovko, in koliko je bilo popusta, ona pogleda in reče, 99%. Wow, dobesedno, plačala sem s kartico, ne?
In dobila sem v bistvu 99% nakupa nazaj na kartico. In bilo tako, wow, darilo iz nebes. In še misel, ki je šla skozi mene, pusti, teh par procentov popusta. Ampak enostavno sem počakala in dejansko 99% popusta, pač obilje. No in naslednja karta je pa prišla, izvorna koda. Zavedaj se, da ti, ki tole poslušaš, si povezana z Bogom, s stvarjenjem. In ti si boginja, ti si Bog. Okrog sebe lahko širiš ljubezen, zato ker ti si ljubezen. In zdaj vse tisto, kar še ni ljubezen, pomeni, da te uči. Ampak ne, da te uči, kako druge spremeniš, ampak se vprašaš, kaj me to uči, kaj jaz občutim. Kaj občutim? Vedno se sprašujemo, kaj jaz občutim. In ko pridete do svojih čustev, je prav, da jih občutite. Ali je zadaj žalost, ali je zamera, ali je neodpuščanje, karkoli. Imamo svoje čustva. In zavedajte se, da ti, ki tole poslušaš, ti si izvor. Na svet si poslana, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širi sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, ker ti si ljubezen. Ja, no, zdaj bomo pa šli na tole sporočilo iz knjige Ko imajo duše žur. Večkrat poslušam pač prepevanje Tine Turner in to prepevanje Tine Turner, vemo, da je ta pevka preminula v lanskem letu, ampak njeno sporočilo njenega zadnjega albuma je tako neverjetno, ker to, kar je ona dala skozi v življenju, šla je skozi fizično zlorabo, skozi finančno zlorabo, garala in v glavnem bila popolnoma v umu ločena od Boga. In potem se je pač nekako jo poklicalo v budizem in je začela prakticirati budistične prakse. V glavnem, njeno sporočilo je: nihče ne živi zavedno in nič ne traja večno. Roža se razcveti in umre. Pomladi sledita poletje in jesen, vrti se ciklus življenja. Pojdi onkraj strahu. Potovanje onkraj strahu te popelje tja, kjer raste ljubezen. Nehaj slediti strahu, jezi in maščevanju. Pusti jih za seboj, ker ko greš preko teh občutij, začneš čutiti sebe. Začni dan tako, kot poješ, kakor pojejo ptice. Petje te ponese tja, preko, onkraj. Naš potrebuje ponavljajoče se disciplino, da izpusti stare navade in najde nov način izražanja. Pojdi onkraj obsojanja, kaj je prav in kaj ni. Pojdi onkraj hrupa v glavi, ker ko ga presežeš, najdeš mir svoje duše. Pusti za seboj se bolečino, ker tam, onkraj bolečine, občutiš navzočnost z njim. Poj, ker prepevanje te ponese tja, preko, onkraj. Ljudje smo si vsi podobni, vsi iščemo pot nazaj k viru, k njemu, k edinemu. Pojdi onkraj maščevanja. Dvigni se iznad trpljenja, ki si ga doživela, in si dovoli videti onkraj. Najveličastnejši trenutki našega življenja so povezani s tem, ko si dovolimo iti preko, ko si dovolimo začutiti povezanost z vsem. Zato poj, ker prepevanje te ponese tja, preko, onkraj. Začni potovanje. Potovanje po svoji notranjosti. Dovoli, da utihne hrup v tvoji glavi, da lahko slišiš to, kar je onkraj. Umiri se. Da lahko prejmeš to, kar je onkraj. Postani dovzetna za to, kar je onkraj, in bodi hvaležna, da si lahko v prisotnosti tega, kar je onkraj. Bodi prisotna, da lahko uživaš v tem, kar je onkraj.
Začni dan tako kot ptice. Petje te popelje tja, preko, onkraj. Kaj ima ljubezen s tem? Ljubezen lahko raste, ko zaupaš. Ko zaupaš, te ljubezen ozdravi in obnovi. Ljubezen te navdihne in te vodi, da delaš velike stvari. Ljubezen te dela boljšo, daje ti občutek varnosti in te vodi bliže k Bogu. Zato pojdi preko, pojdi onkraj, ker tam najdeš resnično ljubezen. Zato poj, ker prepevanje te popelje tja, preko, onkraj. Ljubezen raste, ko zaupaš. Ko zaupaš, te ljubezen ozdravi. Ljubezen te obnovi. Ljubezen ti daje varnost in te vodi bliže k Bogu. Zato pojdi tja, preko, in tukaj sem jaz dodala, onkraj. Eno stvar bi se mogli zavedati, da smo dejansko vsi ustvarjeni po božanski podobi. In ta božanska podoba je čista ljubezen. Ja, in to, kar je ta temna plat, to ni ljubezen. Se pravi, skozi temno plat se mi vsi učimo opuščati vse to, kar ni ljubezen, in iti na stran ljubezni. Ja, kaj je zdaj ljubezen? Dajte, ljubezen ni, dajmo zdaj pogledati, kaj ni ljubezen. Veste, le zadnje knjige, ko imajo moški hormoni žur, jaz upam, da bom najdla točno to, kar iščem, kaj vse ni ljubezen. Ljubezen ni, ko dovolimo, da smo žrtev. To ni ljubezen. Ljubezen ni pohota. Ljubezen ni, da vztrajamo z nekom, kjer smo žrtev. Zaradi tega, ker tam, ko smo z nekom, kjer dovoljujemo kakršnokoli zlorabo, to ni ljubezen, niti do sebe, niti do drugih, niti do otrok. Zdaj, veste, mogoče vse to, kar vam govorim in kar vas učim, vem, kako je težko iti čez najbolj temne stopnice svojega življenja. Ko pustimo za sabo določene stvari in ko enostavno, ko se postavljamo v svojo moč, vem, kako je težko. Ampak komu koristimo, če umremo? Umremo tako, fizično. Komu koristimo, če smo mrtvi v odnosu? Komu koristimo, če ne zmoremo ničesar dodajati razen svoj strup? Komu koristimo? Verjamemo to, da nekdo, ki želi biti v ljubezni, mora se postaviti v svojo moč. Ne moreš biti v ljubezni, če si žrtev. Ne moreš biti. Ne gre. V ljubezni si lahko samo takrat, ko se postaviš, ker je to pa zdaj ljubezen do sebe. Ker dobesedno se začne ljubezen tudi do drugih s tem, da začneš sebe imeti rad. In zdaj ta sebe imeti rad. Nihče nas tega ni učil. Dajte, ko imam sebe rada, ne morem svoje telo zlorabljati z nobeno zasvojenostjo. Ne morem. Ko se imam rada, ne morem trpati v svoje telo nezdravo hrano, zato ker je moje telo svetišče. Ne more biti smetišče. Ko se imam rada, ne morem dovoljevati, da utihnem v nekem odnosu samo zato, da je mir pri hiši. In da hodim na določena srečanja samo zato, ker tako delamo vsa leta in v sebi ne morem več in samo ugasnem in čakam, da mine. Ker se imam rada, ne morem biti v odnosu, v intimnem odnosu z nekom in zamižim in stisnem zobe in čakam, da mine, recimo spolni odnos. To ni ljubezen. To je dovoljevanje zlorabe. Gre se za to, da v sebi najdem toliko moči, da dejansko jaz lahko rečem samo tistemu ja, kar podpira mene in mojo dušo. In zdaj, če gledam, za koga sem odgovorna kot ženska. Kot ženska sem odgovorna, glede na to, da imam odrasle otroke, dejansko zgolj za svojo energijo. Nisem več odgovorna za svoje polnoletne otroke. Nisem več odgovorna.
In čeprav se to sliši tako zelo sebično, se eno stvar moramo zavedati. Ko imamo odrasle otroke, mama je odgovorna zgolj za sebe in svoje mladoletne otroke. In ko odrastejo, če ste brali knjigo Otroci so iz nebes, tam jasno piše, 3x po 9 let je obdobje odraščanja. Prvih 9 let mi starši smo popolnoma odgovorni za otroka. Naslednjih 9 let smo odgovorni, s kom se družimo, postavljamo jasne meje, kaj ja, kaj ne. Ampak naslednjih 9 let otroku pomagamo, da se osvobodi. Otroku pomagamo, da gre na svoje in da ne samo, da se osvobodi primarne družine, ampak postavi svoje gnezdo in ima svoje izražanje. Tako ne bi potekalo. Ne? In zdaj, kaj to pomeni? Če smo mi ranjeni, če se jaz oklepam otroka, zato da zapolnjujem mojo praznino, bom naredila vse, da ga bom obdržala. Da ga bom obdržala, ker ti si moj otrok, ti si meni dolžen. Kako bom jaz brez tebe živela? Otrok ni dolžen zapolnjevati praznino svojega starša. Tega se mi starši bi mogli zavedati. Ker tukaj noter v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur, pišem o tem, pač strupena ženska bo povzročala pri otroku krivdo. Ti si kriv, ti si odgovoren. Kakšen slab otrok sem, koliko noči sem prejokala, sem te prenosila, sem ne vem kaj vse delala za tebe. In ravno tako strupen oče bo poskrbel preko krivde, da bo svojemu otroku dal vedeti, da je otrok dolžen mu služiti. No in v glavnem, ko mi gremo onkraj strahu, onkraj strahu smrti, zapuščenosti, samote, ko zdravimo to temno plat sebe. Veste, ko sem jaz sebe zdravila skozi to izgubo, tudi da bom izgubila otroke, mi je bilo tako, pač težko mi je bilo, pač seveda mi je bilo težko. In ta izguba otroka je bila pri meni v mojem zapisu najmočnejša. In enkrat sem govorila z enim modrim možem, ko je rekel, otrok je tvoj, takoj po rojstvu ga zgubiš. In sem ga pisano gledala, kako ga zgubim takoj po rojstvu. Je rekel, kakor mama rodi otroka in se prereže popkovina, otrok začne dihati svojimi pljuči. Tvoj otrok je dejansko dokler je v maternici. In ko ni več v maternici, je že to samostojno bitje. Seveda ti skrbiš za njega. Ampak to mi je bilo takrat tako, se res. Ampak kaj mi je on naprej rekel? Je rekel, ti se moraš zavedati, da tvoja duša te tako neizmerno ljubi, da ona je pa večno tvoja. Daj se bolj obrači na dušo, na vodstvo svoje duše in boš videla, da boš dobila ta pravo sporočilo. In to je dejansko tako, to je pa res, to je resnica. To je resnica, da moja duša me tako neizmerno ljubi in ko se zavedam tega, da ta neizmerna ljubezen moje duše je povezana s tem, da občutim. Čakajte, jaz upam, da bom počiščenja ne najdem zdaj tukaj, kaj je ljubezen. Ampak dobesedno, kaj je ljubezen? Ljubezen je to, ljubezen je vera v partnerja. Ljubezen je zaupanje. Ljubezen je seksi. To pomeni, da če si z nekom v ljubezni, zdaj sem najdla, ko si z nekom v ljubezni, ti je vedno privlačen. Ne potrebuješ pornografije, ne rabiš gledati moški drugih žensk, da se vzburiš. Recimo, jaz verjamem v to, da pornografija, čeprav vsi gledajo, je nekaj, kar ni primerno za grajenje lepega partnerskega odnosa. Pornografija, ki jo vidite povsod jo lahko dobite, ni nekaj, kar paše v zdrav partnerski odnos. Vem, slišim, ampak vsi to delajo. Vem, vsi to delajo, ampak vam povem, pornografija je nekaj, kar se prodaja za zadovoljevanje živalskih potreb.
Ljubezen ima nešteto odtenkov, tonov, ki odzvanjajo nežno vibracijo, ki par povezuje in osrečuje. To sem napisala dejansko preden sem spoznala mojega partnerja, par mesecev preden. V tvojem srcu je sveča pripravljena, da jo prižgeš. To je rekel Rumi. Ljubezen je spoštovanje. Ker ženska spoštuje moškega, ga ne spreminja in obratno, ker moški spoštuje žensko, je ne spreminja. Ljubezen je sprejemanje. Ker ženska sprejema moškega, mu dovoljuje, da uživa v svojih konjičkih, in ker moški sprejema žensko, jo podpira v njenih dejavnostih, ki njo usrečujejo. Ljubezen je varnost. Ženska ve, da bo moški vedno ob njej, ko ga bo potrebovala. Zaveda se, da ob njem zmore vse. In moški se zaveda, da ženski lahko zaupa, ker ga bo vedno podpirala. Moški se zaveda, da je doma ob ženski varen in je lahko vedno pristan. Med partnerjema, ki se ljubita, ne morejo biti skrivnosti. Ne morejo biti. Med partnerjema, ki se ljubita, je lahko samo popolno zaupanje in ne more obstajati ljubosumje. To je prva celica te ljubezni. In ja, jaz imam blagoslov v mojem življenju, zdaj je to pol leta, ko sem po naključju srečala človeka, ki je dejansko moja druga polovica. Sem videla, saj veste, da vidim pač pretekla življenja in tisti, ki pridete na osebno svetovanje, jaz pač molim za zavedanje, koliko mi je dano, da vidim tudi pri vas. In v glavnem, s tem mojim partnerjem sva prvoten par iz Lamurije, in potem sva bila še v enem življenju par na Kitajskem, in potem sva bila v parih življenjih, ko sem bila jaz njegova mama in on moj sin. In v enem življenju je bil dejansko on moj pes, ker enostavno tako, pač kako zanimivo. Verjamete v to, da je to možno, da se z nekom dogovorita, da se srečate in če imate, ne vem, neko domačo žival, ki je tako močno povezana z vami, je lahko, da je neka duša nekoga utelesena celo v vaši živali, zato da vas podpira. Vem, da je to skregano s krščanstvom, da krščanstvo tega ne podpira, ampak jaz verjamem v potovanje duše. In to potovanje duše je, ko srečaš ljudi, ki jih moraš srečati, z namenom, da ozavestiš. S tem mojim partnerjem sem bila v parih življenjih skupaj, ampak ni bilo namenjeno, da sva skupaj. In v tem življenju sva morala vsak od naju iti skozi kalvarijo, težke izkušnje, mojo poznate, mogoče bom enkrat drugič govorila o njegovih, ampak v glavnem sva prišla do tega, da kot nagrado sva dobila ta krasen partnerski odnos. In čutim, da v bodočnosti bova skupaj delala delavnice za zdravljenje partnerskih odnosov, zato ker jaz verjamem, da ko vsak pri sebi pozdravi svojo ranjeno dušo, lahko prinese ta svoj biser v partnerski odnos. On zdravi skozi glasbo, je maestro violine, jaz zdravim skozi moja znanja. Ampak skupaj verjamem, da lahko ustvariva neko tako krasno harmonijo tudi za vas, za vaše partnerske odnose. Ker res verjamem, da v življenju ni namenjeno, da smo sami, ampak je namenjeno, da smo v ljubečem partnerskem odnosu. In zame ta velika noč je posebna, res posebna, zato ker sem dejansko po 8 letih, v bistvu teče zdaj 9. leto, ko sem bila prvič za praznike v ljubečem partnerskem odnosu. Tako neverjetno lepo mi je doživljati to veliko noč, ne več polno žalosti,
ampak dejansko polno radosti. Tako da tudi to vam želim, da v vaše odnose pride polno radosti, polno božanske podpore, boste vedeli, jaz verjamem v čudeže. Res verjamem v čudeže in ko v sebi pozdraviš to temno plat, dejansko lahko pride v tvoje življenje to, kar ti je namenjeno. Zdaj bom zdaj še vzela karte, Ošotove karte, da vidimo za bodočnost. Vašo, ki poslušaš tole sporočilo do konca, kaj je tisto, kar ti zdaj le sporočajo svetle sile? Počasni svoj tempo, zato, da zbereš dovolj moči za premik naprej, za preboj naprej. Čakate silovit premik naprej, ampak šele, ko boš svoj podivjani tempo upočasnila. In poveži se z izvorom. Poglej, dvakrat je prišla koda, izvorna koda. Izvir, vir, Bog, sonce, luč in izvorna koda. In ko se začneš zavedati, da v sebi noter si ta boginja, da je srčna energija, žuboreči izvor nove energije in bolj kot si v stanju ljubezni, več dobrega lahko prihaja v tvoje življenje. Dejansko je to povezano s tvojo ustvarjalno energijo, ko občutiš ljubezen. Še eno življenjski namen. Živali vas podpirajo in glasba. Vaša povezanost z glasbo zdravi vas in druge. Zanimivo, prišel je angel, ki igra na violino. Jaz sem dejansko zdaj v svojem življenju angela, ki igra violino. Glasba, zanimivo. Vam bom zdaj prebrala to sporočilo glasbe. Nadangel Sandalfon vam bo pomagal pri odkrivanju zdravilnih značilnosti glasbe in vam zdravil z njo. Pokličite njegove čudovite energije z naslednjo afirmacijo. Nadangel Sandalfon, hvala, da k meni in skozi mene prinašaš glasbo. In prav to, kar bom delala v bodoče, bova delala v bodoče, zdravila bova z vibracijo mojega glasu, energije, ki jo prinašam, poto vedenja, ki ga imam, in glasbe. Angeli vas vabijo, da vzpostavite oseben stik z glasbo in jo podobite v zdravilne namene. Glasbo lahko vključite v zdravljenje ali pedagoško delo. Mogoče je to zdaj sporočilo za mene, da skozi to energijo glasbe ponesem neko novo vibracijo tudi v vaše odnose in prav čutam, da zdaj gre neka zdravilna energija tudi do vas. Verjamemo to, da prav ta energija nadangela Sandalfona, ki skozi glasbo zdravi in tudi narava je nežen tempelj, ki zdravi našo dušo. Vibracija glasu je energija zdravljenja, pač vse to je povezano z zdravljenjem naše vibracije. Tako da želim vam samo to, naj v vaše življenje pride mirna energija velike noči, ampak velika noč ni kot krščanski praznik, ampak novega življenja. Ta novo življenje, ta Kristusova zavest je veliko več to, kar se učimo skozi cerkev. Ta proslavljanje novega življenja je cikel, ki se dogaja. Vsako leto gre nov cikel. In verjamem v pretekla življenja in prihodna življenja, ker je ravno tako cikel. Tudi življenje umre in se rodi novo. In seveda, to, kar smo, tudi korenine, ki preživijo, določajo, kakšno drevo bo zraslo. Zato delajte na sebi, na tem, da boste počistili, prečiščili svojo energijo in boste videli, v vašem življenju se bo zgodil čudež novega. Verjemite v to. Tako da želim vam vse dobro, uživajte in res v vašem življenju naj se zgodi blagoslov.